Pouk vsekakor nadaljavo je nekaj čisto drugega kot pouk v šoli. Jaz bi si želel, da bi se pouk odvijal v šoli, ker je to način dela, kot smo ga navajeni, takle način dela je pač prilagajanje trenutnim razmeram. Vemo, da v bistvu v času, bom rekel, izrednih razmer pač delamo po najboljših možnih močeh. Pouk nadaljavo pomeni, da v bistvu zmanjšujemo socialne stike na minimum, kar pa v bistvu izničuje tisto temeljni namen šole, ne, kjer je neka socializacija, druženje, bom rekel, vključevanje v družbo, ne. In v bistvu, bom rekel tako, se trudimo po najboljših močeh. Težave so, seveda, jaz mislim, da jih imamo vsi, ki delamo trenutno na neke drugačne načine. Šola nadaljavo ne more nadomestiti pouka, kot sem že rekel. Je pa, ne, seveda se pojavljajo potem težave z opremo, povezavami, bom rekel tudi z samimi učenci, ki imajo take ali drugačne stiske, z družinami, ki imajo, bom rekel, skoraj da vsaka svojo zgodbo, ampak jaz mislim, da z nekim sodelovanjem in z, bom rekel, informiranjem vsem o situaciji, pa z medsebojno pomočjo, zmoremo to nekako izpeljati v najboljši možni meri, kot se da v teh trenutkih. V bistvu največja težava je, bom rekel, v osnovni šoli nižje, ko gremo, ne, večja je težava. Učenci so vedno manj samostojni, vedno več je odvisno od staršev in seveda od domačih razmer. Zame bi bilo zdaj najpomembneje, da se prva triada čim prej vrne v šolo. Mislim, da tu je največja težava pri izvajanju pouka nadaljavo, medtem ko mogoče ta zadnja triada, se pravi 7., 8., 9. razred, so že toliko samostojni in lahko tudi mogoče dalj časa delajo nadaljavo. Ampak če bi imeli prvo triado v šoli, bi lahko zagotovili za te, bom rekel, tudi razdalje, ker to pomeni tretjina učencev v šoli, in za te bi, jaz mislim, da čisto komot naredili in izvedli delo v skladu z predpisi. Več otrok, ko pa bo v šoli, težje bo te, bom rekel, zahteve glede varnosti pa razdalj upoštevati, ne. Kakorkoli, nekaj ste že povedali, pa vendarle, kako otroci prenašajo to obliko izobraževanja? Kaj je pravzaprav za njih težje? To, da nimajo razlage učitelja, ali to, da manjka ta socialni moment, torej da se ne družijo s svojimi vrstniki in z učitelji? Situacija je za vse nenavadna, ne, ali pa bom rekel, za vse je drugačna. Zdaj težko bi posploševal, ne. Jaz mislim, da med vsemi nami je neka večja doza stresa, tudi med učenci. In zelo težko, bi rekel nasplošno, kako je. Nekateri to čisto dobro prenašajo, ne. Na šolskem dvorišču vsake toliko vidim kake učence, ki malo pobrcajo žogo, ne, pa se jih nekaj zbere, pa jih vprašaš, kako so, pa pravijo, da so v redu. Jaz mislim, da so pa tudi takšne drugačne stresne situacije. Za vsakega je tole zelo, bom rekel, je bolj stresno, ne. Mogoče učenci še najbolje prenašajo tole zadevo. Bolj stresno je seveda za vse starše, bolj stresno je tudi za nekatere učitelje. Jaz upam, da tole res ne bo trajalo predolgo, ker situacija je stresna za vse, še posebej tole nekako, da ob petkih nekako izvemo, kako bo naslednji teden potekal pouk, pa se nekako obveščamo. Ni fino. Verjetno je najhujša ta kombinacija starši-učitelji, ne, ko imajo recimo neka učiteljica 2 ali celo 3 šoloobvezne otroke, po možnosti še tam v prvi triadi, recimo, to je verjetno najtežje. Zgodb je veliko, ne, tako kot sem že rekel, jaz mislim, da je čisto vsaka, ampak ja, so velike družine. Jaz bom rekel tako, ne, trudimo se vso razlago nekako izvajati preko Zooma, je pa to, bom rekel, zelo zahtevno, predvsem v teh družinah. So pa tudi drugačne družine z drugačnimi problemi. So tehnične težave včasih, ne, zmanjka elektrike, tudi to se je zgodilo ta teden zaradi vzdrževalnih del v okolici Laškega, so bili
bom rekel, nekaj teh otrok odrezanih od pouka. Praktično nemogoče je prilagajati pouk, bom rekel, še temu, da bi še upoštevali, bom rekel, vzdrževalna elektrodela in prilagajati urnike in vse skupaj. Kot sem rekel, ne, jaz mislim, da se vsi nekako trudimo po najboljših močeh. Jaz bi ob tej priliki vsekakor tudi pohvalil starše. Jaz imam trenutno zelo dober, bom rekel, odziv staršev. Jaz mislim, da so razumevajoči, vsaj v veliki večini. Nekako usklajujemo težave, si pomagamo en drugemu in mislim, da je to edini in pravi način, da se zadeve peljejo, kolikor se le da naprej. Na nekaterih območjih v naši državi so težave z internetom, s povezavami. Kako je na našem območju? Slišati je, da na nekaterih območjih pravzaprav teh povezav sploh ni. Kako se zdaj otroci v teh razmerah znajdejo in seveda tudi učitelji? Jaz sem kar presenečen glede na prvi val. Ne? Na prvi val smo imeli nekaj popolnoma odrezanih otrok, se pravi, so bile določene, bom rekel, družine brez internetne povezave. V tem času so si skoraj da vsi, bom rekel, učenci naše šole uredili takšne ali drugačne načine povezave, tako da mi imamo trenutno zelo malo ali pa sploh nimamo, bom rekel, konstantno odsotnih učencev. Vse dogaja, da so odsotni, vse dogaja, da kdo malenkost po svoje, kdaj tudi kakšno uro, bom rekel, oddela, ampak da bi imeli popolnoma nedostopne učence, takih v tem trenutku nimamo. So pa v okolici Laškega, je treba povedati, tudi Bele lise, ne? To pomeni, da so območja brez internetne povezave, ampak nekako so si uspeli, jaz mislim, da preko podatkovnih povezav in še podobnih zadev starši urediti te zadeve. Zdaj, kakšen napor za to je bil potreben in kako, bom rekel, bi lahko šola še pomagala pri teh zadevah, tu jaz ne vem, dejansko pa, bom rekel, od naših 765 učencev zaenkrat kontaktiramo vse. Odlično, to je dobro slišati. Zelo zanimivo je, na vaši spletni strani sem našla kodeks obnašanja. Vi ste pravzaprav, se pravi, komuniciranja na internetu. Zelo spodbudno, zelo pravzaprav pohvalno je to, da imate takšen kodeks. Učilnica, bom rekel, v spletu omogoča vsekakor tudi lumparije, tako kot v razredu, ne. Te lumparije pa niso zaželene. Zato smo rekli, da bomo neka pravila postavili. Učitelj je prav, da je seznanjen z njimi, prav je, da so z njimi seznanjeni tudi učenci in starši in da se nekako obnašamo, ker veste, tudi pouk, ne vem, moteči učenci znajo motiti pouk tako v navadni učilnici kot v spletni učilnici, ne. In jaz sem rekel, da tudi kar se tiče vzgojnih ukrepov, ni razlik, kar pomeni, da če se nekdo ne obnaša ustrezno v spletu, bo trpel enake vzgojne posledice, kot če bi bilo to v šoli. Tako da zaenkrat tudi kak vzgojni ukrep nadaljavo ni izključen. Je pa fino, no, da se vsi naučimo obnašanja, očitno bo tega po internetu komunikacije vedno več. Stanje, kakšno je, ne, tako veste, jaz mislim, da je prav, da so pravila in da se jih upošteva. Prej ste že omenili zdravstveno stanje učiteljev, med učitelji, med učenci, kako v tem trenutku kaže s tem? V tem trenutku je zdravstveno stanje, bom rekel, v redu. Najslabša je bila situacija mogoče 2 tedna pred temi krompirjevimi počitnicami. Takrat smo imeli kar nekaj obolelih učiteljev, pa tudi nekaj učencev in smo komaj, bom rekel, nekako zvozili tale do počitnic, ne, že tako ali tako je potem ta zadnji teden bilo šolanje daljavo, ta 6 do 9. razreda. Zdaj, med tem časom nekih novih okužb v šoli ni bilo. Jaz mislim, da situacija trenutno v naši šoli je takšna, da kar se tiče izvajanja pouka, ni niti pod razno ogrožena, ne, trenutno je učiteljski kolektiv zdrav. Jaz upam, da tako ostane tudi vnaprej.